Spet sem jaz, moje ime je Jana, za vse, ki me ne poznate, in dobrodošli na mojem kanalu. Znašli ste se v kotičku z imenom Mehika, kjer govorim o različnih temah, ki so kakorkoli povezane z Mehiko. Včasih je to kaj o ljudeh in o navadah, včasih je o hrani, včasih je o kakšnem praznovanju. No, tokrat bomo govorili o stvarih, ki se ne priporočajo, da jih počnete v Mehiki. Če še niste član moje YouTube družine, se lahko naročite na kanal, tako boste vsakič sproti obveščeni, kadarkoli bo objavljena kakšna nova vsebina. No, zdaj pa gremo veselo na delo. Prva zadeva, ki vam jo močno odsvetujem, je: ne pijte vode iz pipe. Vem, da smo v Sloveniji navajeni odpreti pipo in si natočiti kozarec čiste vode in jo tudi popiti. In moram reči, da je včasih, ko sem bila še v Sloveniji, res nisem cenila, se je to pač je bilo ta zame zelo običajna zadeva. No, tukaj v Mehiki iz pipe nikar ne pijte, ker boste zelo hitro šli k zdravniku zaradi prebavnih težav. Tukaj se pije ustekleničena voda in so take gromozanske plastenke, mislim, da imajo okrog 25 litrov, se mi zdi, da imajo vode. To se kupi za domačo uporabo in potem od tam se pač natakajo plastenke za večkratno uporabo in pač vsak svojo plastenko po Mehiki znotraj šira. Če kakršenkoli detajlček Mehike poznate, zagotovo veste, da niso znani po svoji točnosti. No in to je čist v vseh situacijah, tako da recimo, če ste povabljeni na zabavo, če piše, da se zabava začne ob 4, nikar ne pridite ob 4, ker boste lahko gostitelje spravili v zadrego. Običajno gostitelji naročijo goste za ob 4, da potem pridejo ob 5. Jaz vem, da se bo moja mami zagotovo spomnila, ko smo se dobili na večerji pred poroko in je Diegova družina prišla strašno pozna. Naslednja zadeva, ki vam jo odsvetujem, če boste potovali po Mehiki, nikar se ne zanesite na številke, s katerimi so označene obleke otroške, ker tukaj jih označujejo po letih. Ampak včasih, recimo moja Lisa je stara 8 let in smo ji ravno kar kupili eno oblačilo za Halloween in ima 12 do 14 let. Če grem pa v drugo trgovino, bo pa mogoče ena zadeva za 8 let, pač pa ustrezala, v drugi za 10 let, v drugi za 6 let, skratka tukaj je zadeva popolnoma nezanesljiva. Moram reči, da mi je veliko bolj ljubo označevanje v centimetrih, kakor se to počne v Evropi. Vse mislim, da ta zadeva pa za katerokoli državo velja, ampak je zelo neokusno, če izražate mnenje o politiki države, v kateri ste gost. Jaz kljub temu, da sem tudi že zaprosila za državljanstvo in so mi ga odobrili, ampak se političnim temam zelo izogibam in nikoli ne izražam svojega mnenja in v resnici ga sploh nimam, no se sploh ne spuščam v te zadeve. Če se odpravljate na potovanje po Mehiki ali pa če boste to kadarkoli v prihodnosti počeli, tukaj je hrana pikantna. Ja, je pikantna, ni samo pikantna hrana, ampak veliko hrane pa je pikantne. Tako da, naprimer, v enih delih Mehike, danes sem si naročila quesadillo s cvetovi buče in v nekaterih delih Mehike ta jed ni pikantna. V nekaterih delih Mehike pa je, jo pa pripravljajo s čilijem in to se mi je zgodilo, da sem spet naredila eno neumnost, sem vprašala, če je pikantno, so mi rekli, da ne. Jaz sem, da za njih to ni pikantno, če so navajeni gris čile namesto čilnega ogorja, zame pa zadeva bila pikantna. Tako da, če potujete, ne sprašujte, če je pikantno ali ni, ampak vprašajte, če vsebuje čili ali ne. Vem, da se vam bo zdelo verjetno nenavadno, glede na to, da je inšpekcija v Sloveniji zelo natančna. Ampak tukaj se lahko zgodi, da greste kam jest in da mesto ni preveč čisto in da se lahko pač zastrupite ali pa da kakšno bakterijo pokasirate. Tako da, če boste jedli zunaj, tako kot smo se mi odpravili danes na Tjagis, poglejte zelo natančno, kako izgleda, kjer boste jedli, ali je čisto ali ne izgleda čisto in če ne izgleda najbolj čisto, rajš se izognite, pa pojte kam drugam jesti. Tukaj imajo zelo veliko besednih iger,
In sicer takšnih, da imajo kakšni izrazi, da imajo lahko seksualno, kako ne rečem, konotacijo, no, da zadeve obračajo tako, da se šalijo na račun spolnosti. Tako da bodite previdni, kaj govorite, in če se vam kdo prav pomenljivo nasmehne ali pa smeje, je lahko možno, da ste kakšno tako zadevo rekli, ker tukaj v narekovajih splošno znana šala na to temo. Ampak odsvetujem pa, da se pa spuščate v kakšne besedne poboje na to temo. Jaz tukaj živim 12 let in se takim pobojem izogibam. Zelo pomembno je, da ne kritizirate družine nikogar, niti nobenega družinskega člana. In kritiziranje tukaj pomeni tudi, da izrazite kakršnokoli negativno mnenje o nekom, če tudi je to dejstvo, ker tukaj je družina sveta in zelo naradi slišijo kakšne kritike. No, vse mislim, da nihče rad ne sliši, ampak se mi zdi, da smo Slovenci bolj objektivni in da pač se nas ne prizadene in ne užali, če kakšen negativen komentar slišimo na temo naše družine. Tukaj je pa to zelo, kako ne rečem, zelo se treba izogibati takim situacijam. Tukaj je ena izmed vrednot, da si skromen. To, da je ošabnost ali pa prepotentnost, tukaj je zelo negativna. In tudi recimo, ne vem, zelo uspešni filmski igralci ali pa zelo uspešni športniki v momentu, ko se zavejo, da so tako uspešni in tudi to pokažejo, da vedo, da so uspešni, ko izgubijo svojo skromnost, jih začnejo kritizirati, da je kar veselje. Skratka, skromnost je lepa čednost. Še zadnja zadeva, ki vas bo zagotovo presenetila, tukaj je prepovedan pit na zunaj, na prostem. Se pravi, na prostem to pomeni, če stopiš iz trgovine, je vroče kot strela in si želiš mrzlega piva in imaš steklenico Korone v roki, ne smeš je pod nobenim pogojem odpreti, ker če gre mimo policija in te vidi, da ti to piješ, greš v zapor. You go to jail, right, if they catch you drinking. That's correct. Direktno v zapor te odpeljejo. Tako da ali je to v lokalu ali v hiši nekoga, definitivno pa ne sme to biti na cesti, v parku, na takih lokacijah. Prepovedano. Upam, da se vam je zdel video zanimiv, da ste se kakšen nov detaljček Mehike spoznali. Vesela bom, če se boste opogumali in kaj komentirali. Mečken bodite samo trpežljivi, zaradi tega, ker jaz še vedno ne znam uporabljati računalnika, sama delko pa v slovenščini ne obvlada, najbolj bova verjetno v angleščini odgovorila in se vidimo tukaj naslednjič. Adijo!